To se v Ameriki ne bo zgodilo. V Ameriki se to nikoli ne more zgoditi. Draga, kaj misliš, da so si mislili ljudje v Združenem kraljestvu? Da bodo njihovo državo preplavili islamisti, ki v svojih okrožjih v tolpah zlorabljajo mlada dekleta? Si mislila, da bo islamizacija dobesedno prevzela korono? Si res mislila, da so v Združenem kraljestvu pričakovali, da se bo to zgodilo? In misliš, da je to morda del razloga, zakaj je Združeno kraljestvo dovolilo, so vsi te številni priseljenci nezakonito prišli in prinesli s seboj svoja verska prepričanja, ki absolutno niso v skladu z britanskim sistemom in britanskim načinom življenja. Misliš, da so mislili, da bo njihova država preplavljena? Ne, niso. Tu je bistvo. Tega niso pričakovali. In zato Američani tam zunaj, Avstralci, ljudje iz Nove Zelandije, Afrike, kjerkoli drugje v Evropi, morate pogledati, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu, da bi dejansko razumeli, da se to lahko zgodi tudi vam. In želim si, da bi lahko rekla, da pretiravam. A žal nič od tega, niti najmanj ni pretiravanje. Mesta v Združenem kraljestvu so bila prevzeta po sistematičnem načrtu. In če ne želite, da bi bilo vaše mesto prevzeto po enakem sistematičnem načrtu, potem glejte in se učite iz napak, ki jih je naredilo Združeno kraljestvo. In morda mi boste nekega dne prišli zahvaliti. Ste pripravljeni? Ne, niste. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K., vaša gostiteljica. Poskrbite, da kliknete gumb za naročanje, da razširite ta video in obvestite ljudi. Ker se upiramo, ker nam je dovolj in verjamemo, da je Zahod treba braniti. In če tudi vi verjamete, da je Zahod treba braniti, se nam pridružite. Našli ste svoje ljudi. Prav, pripravite se. Postane nekoliko čustveno napeto. Del Londona, ki ga ni mogoče prepoznati, boste šokirani. Islamizacija Zahoda je resnična. Torej imamo na eni strani našo strpnost in svobodo govora, ki se zlorablja proti nam. Ne bom šel eden za drugim ti umazani Jezusov kos. Imamo Palestino. Ne, ne, ne. Smo strpna država. Zahod je zelo strpen kraj. In islamisti to razumejo in uporabljajo naše lastne svoboščine proti nam. V redu, fantje, tukaj smo, v Združenem kraljestvu Pakistana. Za tiste, ki ne veste, to je Rebel News s Camom Higbiem in Stevenom iz Višegrad 24, s katerima bi morali biti vsi zelo, zelo dobro seznanjeni. Saj odlično opravljata delo pri razkrivanju vsega, kar se dogaja v Evropi. In Cam Higbie je odličen novinar sam po sebi, ki hodi na ta mesta, da nam pokaže resnico o tem, kaj se dogaja in ne laži, ki jih mediji poskušajo širiti. Zdaj, ali se to dogaja v vsakem mestu v Združenem kraljestvu? Ne, prijatelji moji, to se ne dogaja v vsakem mestu. Vendar se dogaja v dovolj mestih, da ste lahko zelo, 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 zelo zaskrbljeni. In če mi ne verjamete, samo nadaljujte z gledanjem. Res sem neciviliziran. Pred kratkim sem potovala v London, Anglija, da bi poročala o velikem shodu Združimo kraljestvo, ki ga je organiziral Tommy Robinson. Tja so me poslali zgodaj, saj je Keir Starmer začel prepovedovati tuje aktiviste, politike in celo novinarje, preprosto zato, ker se z njimi ne strinja, kot pravi komunist. In to boste videli znova v soboto na shodu, ki je zasnovan tako, da se sooči in ustrahuje to raznoliko mesto in to raznoliko državo. Za tiste, ki ne veste, to je Keir Starmer. Nažalost, če imate to srečo, da veste, kdo je to človek, ki sam uničuje Združeno kraljestvo. No, ne ravno sam. Imel je veliko predhodnikov, ki so uspeli narediti iste preproste stvari, ampak on uničuje Združeno kraljestvo. In prišel je do zaključka, da namesto, da bi priznal svoje napake in bodisi odstopil ali jih poskušal spremeniti ter popraviti, bo preprosto utišal vsakogar, ki si drzne reči: Keir Starmer, mislim, da je s tabo nekaj narobe. Prav vsak, ki poskuša karkoli reči, vključno z ljudmi, ki pridejo iz tujine, da bi poročali, za tiste, ki niste vedeli, Rebel News, to sta bila Avi Amini in Ezra. To so bili posamezniki. Eva, to so aktivisti, ki verjamajo v to, da grejo ven in dobesedno intervjuvajo ljudi na ulicah ter delijo, kaj se dogaja. Morda rečejo, da menijo, da je remigracija dobra ideja, da je treba odstraniti ljudi, ki so tam zunaj. Spolno zlorabljanje deklic bi moralo biti nekaj, o čemer bi civilizacija razmišljala na enak način, kot bi rekli, da zdrava civilizacija zapre pedofile v zapor. Morda bi morali odstraniti ljudi, ki prihajajo, da bi uničili vašo državo.
Kakorkoli že, ker so bile vse te stvari usklajene, se je ta moški odločil, da je najboljši način za boj proti temu ogromnemu protestu Tomija Robinsona, ki se je odvijal proti njegovim politikam, preprosto ta, da ljudem reče, da ne smejo priti. To je bila njegova rešitev. Ne, da bi jih poslušal in rekel, morda imajo prav, ampak da je rekel, ne, vam je prepovedano. Zato bo ta laboristična vlada preprečila skrajno desničarskim hujskačem, da bi za ta dogodek potovali v Britanijo. Na terenu je bil moj cilj preprost: dokumentirati posledice množičnega priseljevanja in kako so se določena območja Londona spremenila. V nekaterih primerih do neprepoznavnosti. Tako kot sem videla v Franciji med parlamentarnimi volitvami leta 2024. Obstaja očitna getoizacija in to je znak, da je integracija propadla. Samo opomnik za vse tiste, ki pravijo, da so sočutni, da niso rasisti in da ne verjamejo, da bi morali prepovedati celo vero. Ne gre za prepoved vere. Gre za prepoved političnega gibanja, ki sploh ne verjame v vključevanje v družbo. Če želiš priti svojo vero in rečeš, dovoli mi, da živim svojo vero, ampak prosim, tudi jaz želim se naučiti angleščine, želim biti del vaše družbe, ker mislim, da je vaša družba odlična in jo želim izboljšati ter graditi, potem čudovito. Pridi svojo vero. Če pa prideš in praviš, imam to versko prepričanje, ki je v resnici politično prepričanje, prikrito kot versko, da bi se ti počutil slabo, če bi karkoli rekel proti temu, kar počnem, in me sploh ne zanima vključevanje v družbo. Pravzaprav ne samo, da se nočem vključiti v družbo, raje bi spremenila vašo družbo in vas naredila bolj podobne sebi. Takrat se začne pojavljati majhen problem, prijatelji. Le majhna, drobna, skoraj neznatna težava. Moraš to sprejeti. Sva si na jasnem? Kako ti je ime? Mangali. Francosko? Ne, bengalsko. French? Samo bengalsko? Bengalsko. Najhitrejša. Zdaj bi rada spomnila vse, ki še vedno gledate ta video, da to ponovno nima nobene zveze z verovanjem, ki vam govori nekaj v tem smislu. To se dogaja v Združenem kraljestvu, dogaja se v Franciji, dogaja se v Španiji, dogaja se v Italiji, dogaja se v Nemčiji, dogaja se skoraj povsod, razen na Poljskem. To je ogromen problem. To nima nobene zveze z rasizmom. Gre za to, da ustavimo ljudi, ki v bistvu poskušajo reči, ustavite kakršnokoli integracijo in raje te ljudi spreobrnite v našo vero. Zakaj nimam težav s tem, da na primer opazujemo amiško skupnost, ki živi v določeni državi, ali judovsko skupnost, ki bi lahko zelo podobno izgledala, lahko izgledajo zelo judovsko ali zelo amiško. No, če jih ne zanima, da bi asimilirali druge ljudi v svoj svetovni nazor, in kar je še pomembneje, če jih zanima, da bi nekoga asimilirali v angleško kulturo, prispevali in bili del nje, potem super, naj imajo vse verske svoboščine na svetu. Ampak če se ne boste asimilirali na noben način, je to zame problem. Preden nadaljujemo s tem videom, ki je resnično zanimiv in čudovit, na hitro nekaj besed naših sponzorjev. Povej mi, da še vedno ne jemlješ kalcijevih dodatkov, kaj ne? Ker veš, da ti verjetno ne pomagajo, še posebej, če nimaš dovolj kolagena v telesu. Kolagen, te že slišim reči, da. Tudi jaz sem bila presenečena, ker sem bila tudi sama v tvoji situaciji in nisem vedela, da po 30. letu naše telo proizvaja vedno manj kolagena. 1 do 2% manj na leto. In že leta imam težave z sklepi. Preizkusila sem vse dodatke, potem pa sem odkrila Native Pet kolagen iz pašne reje in vse se je spremenilo, ker je to prava skrivnost za čvrsto kožo, močne kosti in gibljive sklepe. In ni zanič, ker se popolnoma raztopi v vodi ali kavi. In tisoče uporabnikov je poročalo o enakih izkušnjah kot jaz. Boljša koža, boljši spanec, manj bolečin. Zato izboljšajte svoje življenje in podprite oddajo, saj upam, da bo Native Pet postal naš sponzor s posebno ponudbo paketov in brezplačno dostavo. Zato pojdite na getnativepad.com /Meira. To je getnativepad.com /Meira. Preizkusite brez tveganja s 365-dnevno garancijo za vračilo denarja. Sponzorstva omogočajo obstoj tega kanala. Zelo smo hvaležni vsem vam, ki ste gledali, in zdaj se hitro vrnimo k vsemu, kar se dogaja v tej nori epizodi. In v Whitechapel skupaj s Stevenom Thompsonom, ustanoviteljem Višegrad 24, in Camom Higbiem, neodvisnim novinarjem iz Združenih držav.
Vzhodni London je bil stereotipno območje bele delavskega razreda. To lahko vidite v arhitekturi. Trenutno smo v središču Londona. Vidite lahko veliko bolj mogočno, veliko boljšo arhitekturo, veliko višje stanovanjske hiše. Nič od tega ne obstaja v vzhodnem Londonu. Vzhodni London je poln delavskih stanovanjskih stavb. Potem pa je konec 19. in v začetku 20. stoletja prišel val Judov iz srednje in vzhodne Evrope. In potem od 50 let naprej je postal ena najbolj multikulturnih in najbolj raznolikih sosedstv v Londonu. Predvsem Bengalci. Bengalci so največja manjšina. Mislim, da po zadnjem popisu predstavljajo okoli 30% prebivalcev. Bengalci so večinoma muslimani. Mošeje so skoraj na vsakem vogalu. In potem imate seveda tudi bližino izjemnega bogatstva, saj sta City of London in Canary Wharf tik tam. Tako imate na eni strani nekakšno samonaloženo getoizacijo, kjer je vse bolj prevladujoča muslimanska prisotnost, vse bolj islamizirano območje in soseska, kar se odraža tudi v mestnem svetu. Ni niti enega belega Angleža. To je noro. Niti enega belega človeka. Niti enega. Niti enega. Dobro zanjo. Njeni lasje so nepokriti. Kako redko, kako redko. Ki je trenutno svetnik iz Tower Hamlets. Nedavno ponovno izvoljeni Lord Župan je bil prej obsojen zaradi korupcije in mu je bilo za 10 let prepovedano kandidirati. Ta prepoved se je iztekla in pravkar je bil ponovno izvoljen za župana. Je tudi Bengalec. Večina lokalnih svetnikov je Bengalcev, vendar je tu velika ironija, da ko pogledate, lahko vidite stavbo Walkie-Talkie, lahko vidite Gherkin, lahko vidite vse te nebotičnike. Tako obstaja ta dihotomija med izjemno revščino in getoizacijo velikega dela in velikega območja Whitechapela. Do te mere, da ima postaja Whitechapel ime postaje v angleščini, takoj poleg pa je v bengalščini. Zanimivost. Enkrat sem mislila, da je to arabsko. Od takrat sem se precej izobrazila. Fantje, tukaj je nekaj zanimivega, kar morate opaziti glede tega. Vidite, ne poskušajo priti na to lokacijo, kaj ne? Tja ne gredo. Gredo na območja okoli tega, da bi rasli in rasli in rasli in rasli in rasli in se širili. In osebno ne bi imela nobenih težav z Bengalci, ki živijo na določenem območju. Vprašanje je, ali se sploh trudijo vključiti v družbo v Združenem kraljestvu? Ali se sploh trudijo postati državljani Združenega kraljestva in prispevati k družbi? Ali pa poskušajo narediti nekaj drugega? Ko pogledaš čez cesto, ko pogledaš po ulici, lahko vidiš te mogočne nebotičnike in vse ogromno finančno bogatstvo Londona. V redu, fantje, tukaj smo v Združenem kraljestvu Pakistana. Če je karkoli kolonizacija, je to. Lahko prideš po svoje prigrizke stal, če želiš. Tukaj imamo veliko lepih pakistanskih tkanin. Imamo otroške igrače. Šli smo v Tower Hamlets in mislim, bilo je kot v tretjem svetu, bazari sredi ceste. Imel bi lepe, stare angleške stavbe, kot je ta. In pred njimi nekaj, kar zgleda kot odlagališče. Ampak je kot bazar, kjer prodajajo ponarejene torbice Louis Vuitton in prodajajo torbice Gucci. Torej, trenutno je Združeno kraljestvo seveda še vedno večinsko bela država. Nekateri podatki kažejo, da bodo beli Britanci v manjšini do leta 2065. Ampak če pogledate milenice, generacijo Z, generacijo Alfa, imate tisto piramido, kjer so beli Britanci vse manjši delež med milenici, še manjši delež v generaciji Z in še manjši delež v generaciji Alfa, kot v prejšnjih generacijah. Torej, morda smo po zadnjih podatkih 82% Združeno kraljestvo, je zdaj morda 82% belih Britancev. To pa ne velja za generacijo Alfa, ki zagotovo ni 82% belih Britancev. To se spreminja in to hitro. Vidite to v Birminghamu, vidite to v krajih kot je Bradford, vidite to v krajih kot je Luton Town. Približno 11 mest in krajev v Združenem kraljestvu je trenutno z manjšinskim deležem belih Britancev. In prestolnica, v Londonu trenutno beli Britanci predstavljajo približno tretjino prebivalstva. In ker postaja vse manj angleško, se Angleži izseljujejo. Prisoten je element odseljevanja belcev. Ne pozabite, nimamo težav s tem, da veliko ljudi pride v državo in prispeva k multikulturalizmu, čeprav ne mislimo ravno, da to deluje. V Ameriki je bila Amerika zgrajena iz priseljencev vseh barv, krajev in lokacij. In to je bilo odlično, ker so vsi verjeli v podobne stvari, v svobodo, ameriške vrednote in so se na tej podlagi tudi integrirali. Tukaj pa imate nekaj drugačnega. Tukaj ne gre za to, da bi si kdo želel, da bi bila Anglija večinoma bela. Nihče se v resnici za to posebej ne zanima. Gre za to, da imajo ljudje, ki imajo britanske vrednote, ki so pogosto belci, ker so izvorni Angleži. Oni so tisti, katerih celotna kultura in tradicija je nekako zadušena s tem novim, kar prihaja in pravi nasvidenje. V resnici nam ni mar za vas. Smo tukaj dobesedno zato, da koloniziramo. Pridemo, koloniziramo ta kraj in ga spremenimo v svojega. Zelo, zelo drugače. Ko prideš v državo in verjameš v vrednote te države, je dejstvo, da prihajaš z drugačno kulturo. Nekaj lepega. Združiti dve stvari, ju poveži in ustvariš nekaj, kot je ameriške sanje. Ampak, ko prideš brez kakršnega koli zanimanja za vključitev v kulturo, v resnici koloniziraš.
In to se bo samo še pospeševalo, razen če se ne naredi nekaj, da se to ustavi in obrne. In očitno je največji problem od vseh ta, da so najbolj agresivni vsem tem zagotovo tisti iz muslimanskega okolja, ki ne samo da getoizirajo soseske, imajo politiko, ne napisano politiko, ampak politiko islamizacije, spreminjanja sosesk v območja, kjer nihče, ki ni musliman, nihče, ki ni islamske vere, ni dobrodošel. In dejansko, če pridejo s kamero in poskušajo govoriti z njimi, jih bodo dejavno pregnali. Danes se to ni povsem zgodilo. Pravzaprav mislim, da smo imeli izjemno srečo. Mislim, da bi se lahko drugače izteklo. Lahko bi se izteklo tako. Si se spadel? Sovražiš oglase na YouTubu. Kaj torej misli s tem, da bi se lahko tako izteklo? Kmalu bomo izvedeli. Torej, snemali smo vzhodno londonsko mošejo, ki je ena največjih in najstarejših mošej v Londonu, ena redkih v Združenem kraljestvu, kjer je dovoljeno klicanje ezana. 5-krat na dan bo imam splezal na stolp, oziroma ni nujno, da spleza na stolp, ampak uporabi mikrofon, v stolpu so zvočniki in pokliče k molitvi. Resno me zanima, ker smo se navadili na to, da islamisti glasno kličejo k molitvi, kar moti vse. Kaj so počeli, preden so imeli zvočnike? Je to nekaj novega? Je to del novega, kot da bi prišli v naše mesto in nekako dokazovali svojo prevlado tukaj? Ali je to nekaj, kar prej sploh ni obstajalo, ali pa je vedno obstajalo? Morda so imeli nek način, kako ustvariti zvočnike. Ima kdo kakšno idejo? Sporočite mi v komentarjih. Bili smo tam za opoldanske molitve in snemali smo množico pred mošejo. Mošeja ni dovolj velika, da bi sprejela celotna muslimansko skupnost. Zato je bilo veliko muslimanov zunaj, ki so molili, in snemali smo z mojim snemalcem. In medtem ko snemamo, se pripelje avto, ustavi se na prehodu za pešce in moški v vozilu reče: "Prepoznam te, ti si Višegrad 24, ti si zagovornik genocida, ti žival." In pristopim k njemu in rečem: "Z veseljem bi se pogovoril, radi bi govorili z vami. Z veseljem bi vas vprašal, kako je biti musliman v Londonu, o multikulturalizmu, o življenju v Tower Hamlets." Ta moški me je še naprej žalil in medtem ko me je žalil, jaz pa sem tam mirno stal in se po najboljših močeh trudil, da bi z njim vzpostavil miren pogovor, so verniki začeli zapuščati vzhodno londonsko mošejo. Opazili so hrup in velika skupina muslimanov je pritekla. Med Alžirci je bil tudi mlad fant, ki je kričal nekatere najslabše stvari, ki jih je lahko. Samo povem, da medtem ko to poslušamo, se mi zdi to zelo zanimivo. Pritekli so. Skrb zase je pravkar postala bolj sveža, kaj ne? Ironija. Zdi se mi, kot da je to Anglija. Poglej, še vedno delamo blagovno znamko za običajne ljudi. In potem tole. Tega pa ne bodo kupili. Nekateri Alžirci, mlad fant, ki je izrekel nekaj najhujših kletvic, tudi ko je izvedel, da je Višegrad 24 v bistvu proti hamasko glasilo, zagotovo in nasplošno pristaš Izraela, glasilo, ki simpatizira z izraelsko stvarjo. Začeli je vpiti kletvice o tem, da želi ubiti člane izraelske vlade in da želi Jude obglavljati enega za drugim. Moramo si zastaviti vprašanje, zakaj so tako obsedeni s tem, da nasprotujejo Izraelu. Kaj je tisto, kar jih tako moti? O tem smo, če sem iskrena, že precej obširno govorili. Izkazalo se je, da je bil iz Alžirije. Bil je iz Alžirije. Tudi sam sem nekaj časa preživel v Alžiriji. Zakaj bi Alžirca to sploh zanimalo? Zakaj bi ga ravno to tako razjezilo? Ko sem mu povedal o sebi, je bil najin pogovor sprva prijazen. Celo roko mi je stisnil in začel pogovor, dokler ni slišal za Izrael. Potem pa je popolnoma obrnil. Si iz Nigerije? Ja, slabo pa sem. Ja, ga počekaj, co je to? Ne, sve, tu je zdaj, to ni reprezentativno, kaj misliš s tem? Ne strinjam se s tem. Tommy Robinson, on je proti vsemu skupaj. Ne vem, če ujamem Tommyja Robinsona, ja, veš, če te ujamem Tommy Robinson, jaz te bom zrihtal, ja, ampak počakaj mal, če ujamem Tommyja Robinsona, ja, ne, če ujamem Tommyja Robinsona, ga bom zrihtal, ja, to je vse, kar pravim. Islam, spoštovanje islam, spoštuj vse barve, islam je popoln, mi nismo, spoštovanje. Bi želeli, da bi Združeno kraljestvo postala muslimanska država? To ni muslimanska država, Združeno kraljestvo ni muslimanska država, nismo tukaj, da bi prevzeli oblast. Tukaj smo, da širimo našo čudovito vero, širimo mir in širimo ljubezen. To je vse, moj brat, to je vse. Res, tukaj ste samo zato, da širite mir in ljubezen. Tako da rečete, podpiramo Tommyja Robinsona. Zdi se mi precej zanimiv način širjenja miru in ljubezni, kaj ne? Ali bi želel, da bi bili vsi muslimani? Ne, odgovor je ne, ne želimo tega. Želimo, da je to krščanska država. Res? Ja. In vi bi bili pripravljeni govoriti z nami pred kamero? Cenim to. Kateri del države? Je to krščanska država? Kateri del te države pa je? Krščanska, to je krščanska država. Kateri del te države je krščanski? Me sprašujete, zakaj mislim, da je to krščanska država? Zakaj je krščanska? Država. Zakaj je Združeno kraljestvo krščanska država?
Začnimo z monarhijo, kaj ne? Monarhija, ki jo je, veste, mazilil Bog. Seveda, po mnenju kristjanov. Torej, V smislu, ali so Angleži kristjani? Je to vprašanje, ki ga postavljate. Jaz bi trdil, torej, moje stališče glede tega bi bilo, občudujem muslimane, zaradi jih, seveda jih. priskrbel sem ti kanal, mi boš pusto govoriti. Ne bom ti pusto govoriti. Kateri je tvoj kanal? Visegrad 24, verjetno lahko vržeš čevelj. Kaj je to, podpredsednik, kaj? Moramo osvoboditi Palestino. Pokaž mi. 1, 2... Svoboda Palestina. Medtem ko smo snemali dokumentarec, je Stefan Thompson, ustanovitelj Visegrad 24, snemal mošejo, medtem ko so molili. In obkrožili so ga. Vsi so prišli iz petkove molitve in stotine ljudi so ga obkrožile. Vikali so žaljivke, kazali nacistične pozdrave in vpili: obglavili bomo Jude enega za drugim. Kaj za vraga? Hej, daj mi na kamero, jebi ga. Opomnik, da Štefan ni Jud, ima samo možgane. Zato razume razliko med tem, da si oseba z nizkim IQ-jem, ki podpira Palestino, in tisto, ki zna razmišljati in podpira Izrael. Pojdi k svojemu tipu, kaj narobe s tabo? Tvoj moški te ne vidi stari, jedeš Izrael. Poskušaj si predstavljati. Ali si lahko predstavljate, če bi ta moški imel opravka recimo z varnostniki Bibija Netanjahuja, veste, njegovimi varnostniki, ali bi bil takšen? Velika podpora Izraelu, veliki modri, postal sem bodisi in združeni. Imam občutek, samo slutnjo, da temu ne bi bilo tako. Poglejmo, kaj se bo zgodilo naprej. Naj vas vse spomnim, da ne, to ni Katar ali Alžirija. To je v Združenem kraljestvu in kmalu prihaja v Ameriko. Podpiramo Palestino. Palestina ne bo svobodna. Moški bodo obglavljeni enega za drugim, ti umazani Jezus. Imamo Palestino. Ste vedeli to, fantje? To je Jud, morda si zraven tega tipa. Zanimivo dejstvo. Mislim, Hitlerjev pozdrav. Čudovito, prav uglajeno, veš, res uglajeno. Moški, ki ste ga videli kričati o obglavljanju Judov in izvajati nacistični pozdrav, je Mohamed Hašid, star 18 let. Kasneje so ga aretirali in obtožili rasno motiviranega nadlegovanja. Nato pa so ga izpustili proti varščini do sojenja, ki je določeno za 16. junij. Ugibajmo, kaj se bo zgodilo na sojenju. Verjetno bo sojenje potekalo nekako takole. V resnici ni šlo za rasno motivirano nadlegovanje. Krivda je bila na strani Visegrad 24, ker so vstopili v Ne vem, kaj ste videli vi, ampak jaz sem videla, da je bil Štefan zelo, zelo vljuden, prijazen, spoštljiv, zanimiv in zainteresiran za pogovor. Zanimivo je, da ni rekel ničesar o Izraelu ali o Judih, dobesedno nič. Vprašali so ga, ali meni, da je Združeno kraljestvo krščanska država, in rekel je, da spoštuje muslimane. In to se je zgodilo. Zdaj vas moram vprašati, prijatelji moji, kateri od teh izgleda bolj inteligenten? Kateri od teh posameznikov izgleda, kot da dejansko ve, o čem govori? Kateri od teh posameznikov izgleda kot nekdo, ki bi ga radi imeli v svoji družbi, in kateri kot nekdo, ki ga ne bi želeli? Če je odgovor, da nočete mladih moških, ki izgledajo tako, govorijo tako in se obnašajo tako, potem v redu. Če govorite o tistem kodrolascu, ki daje nacistični pozdrav, potem odlično, morate se boriti za Ameriko. In če govorite o svetlolasem, lepo govorečem Britancu, potem bi morali ostati v Ameriki, ker takšni ljudje kmalu izginejo z obličja zemlje, če se ne bomo uprli islamistom. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.